Živijo v novem vlogu, ker se midva verjetno kmalu odpravljava iz Turčije, pa že kar nekaj časa gledava tole jed, sva se danes odločila, da si jo vzameva. V bistvu to je jajc, pa sir, pa z maslom je vse skupaj, pa smetana. Takole se vleče. Zdrava v glavnem. Zdaj smo šli spet na en ta gorski pašnik oziroma Jajlasik, ker so imela v planu iti na tistega, na katerem smo bili, ki je bil čist neturističen in ful lep, in mogoče na tega. In glede na to, da so zdaj tiste gore včeraj propadle, sva rekla, ok, greva na tega, ki je v bistvu tudi v sklopu teh gora. Vedela sva sicer, da je bolj turističen, ampak ja, tega, kar je bilo gor, pa nisem pričakovala. Ja, ker to Jajlasi ne bi res pomenilo v principu gorski pašnik. Že itak gor je ena mala zaplatica trave, kar še ok, ampak jaz mislim, da una zaplata trave krav ni videla že kar nekaj desetletij. Gor se zdaj pasejo sam še črede turistov. Res je toliko turističen, da midva se sam do konca planine zapeljala. Tam na koncu je krožišče na vrhu planine in sva sam na onem krožišču obrnila in se peljala nazaj dol, tako da nisva niti s kemperja stopila, ker je res to je toliko preveč turistično, da sploh več ne veš, kje si razen na nekem zelo turističnem prostoru. Same tiste majhne trgovinice, štanti, hotel pri hotelu, tam kjer ni hotela, se pa gradi hotel. Tako da, ja, poleg tega moraš pa plačati tudi vstopnino. Sicer je nek dober evro, ampak vseeno ne. Tako da zdaj gremo naprej, do enega slapu, oziroma v bližino enega slapu, pa bomo videli, kako bo. En ovink je bil preveč oster, oziroma ena skala je preveč ven gledala, tako da smo zdaj tlele parkirali kemper ob cesti, pa bomo šli peš. 2 kilometra imamo, tako da bo malo sprehoda za Šnovko. Tega slabu smo se v bistvu na koncu kar nahodili. Najprej smo mogli 2 kilometra spodaj izhodišča, pa še kar nekaj gor po nekih štengah, po taki sicer kar lepi poti. Ne bi bilo nič napornega, ampak je res toliko vlažno, da sva kar oranj švicala. Je bil pa drugače res lep slap na koncu, kar zanimivo, tako visoke 100 metrov, naredi se spodaj en tolmunčak in pol gre naprej še en kraj, en 10-metrski slap. Tako da zanimivo je bilo, no. Še bolj zanimiva je bila pa ljudem Šnovka, spet ne vem, zakaj je taka atrakcija. Tle res niso vajeni imeti psov, razen pač po tepuški. Tako da so se spet ljudje hoteli slikati z njo, oziroma celo prvo so Roku naročili, naj on pozira z njo v vse smeri, tako da gleda proti slapu, pa stran od slapu, pa tako. Potem je pa še en človek se hotel z njo slikati, je tudi v vse smeri za sliko. Bilo je kar smešno.
ostali samo 7 km stran od gruzijske meje, tako da zdaj smo na poti tja in upamo, da jo bomo prečkali brez težav. Ja, vse imamo preštiman, kupili smo prek spleta že zeleno karto za Gruzijo. Založili smo se z baklavo za 2 tedna po moje, tako da imamo vse zrihtati, tako da upamo, da bo šlo smut čez mejo. Gruziji, zdaj smo se tukaj že na eni plaži parkirali, Nastja se je že skopala v morju, mene še čaka to, da proslavimo prihod v Gruzijo. Drugače pa na meji je bilo kar čuden, ker je mogla Nastja iti posebej v eno stavbo peš, tako da sem se z avtom sam peljal oziroma sam šnofko, kaj zelo niso komplicirali, dokumente so pogledali od avta, osebno mojo oziroma pasoš, pa tale vozniški izpit. To pa to, niti zelene karte niso preverili, trajale pa vse skupaj, mislim, da 45 minut, manj kot ko smo šli v Turčijo. Tudi, ko so šli noter v kemper, malo pokukati, niso nas zares pregledovali, jih je pa šnof nalajala, tako da je potem za to pregledal še njen pasoš. Ja, drugače ga ne bi niti to po moje. Tako da ja, smo pa zdaj v Gruziji in upamo, da nam bo čim bolj všeč. Zaenkrat je voda v redu in plaža je lepa, tako da upamo, da bo še naprej kul. Zdaj bomo verjetno tle kak dan ali pa 2, da se malo spočijemo. Danes nisva kaj dosti snimala, ker je bil res kar easy dan. Malo sva se kopala, pa spucala sva kemper, ker je bil že res potreben čiščenja. Tako da ja, jutri bomo mogoče še tukaj na plaži, malo delali plane za naprej, pa bomo pa videli. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.